In prehajamo na 10. točko. Predlog sklepa o soglasju k čistopisu k novemu statutu javnega zavoda za kulturo Kamnik. Predlog sklepa je objavljen v gradivu številka 17, predlagatelj župan, poročevalci pa Liljana Juhart-Mastikosa, Katarina Vega, Aleksander Uršič in Irena Gajšek. Beseda ima Lili Juhart-Mastikosa. Ok, hvala lepa. No, vezano na prejšnjo točko, na predlog odloka o preimenovanju javnega zavoda v javni zavod za kulturo, dajem predlog sklepa, da dajete soglasje k čistopisu k novemu statutu javnega zavoda za kulturo Kamnik. Namreč občinski svet daje soglasje in na podlagi tega soglasja seveda ga sprejme tudi svet zavoda novega javnega zavoda za kulturo. Lahko bi podarila samo nekaj. Dobro, v 4. členu tudi pač tiskarski škrat, dejavnosti zavoda v prejšnjem statutu javnega zavoda za Mekinski samostan niso bile noter navedene, zdaj smo jih v bistvu dejavnosti zavoda v 5. členu v statut tudi dali. Morda bi opozorila v 8. členu, da notranja organizacija zavoda in sistemizacija delovnih mest se določi splošnim aktom, ki ga po predhodnem soglasju župana in sveta zavoda sprejme direktor. Skratka, ne sprejema direktor sam po sebi in samo svet zavoda sistemizacijo delovnih mest, ampak po predhodnem soglasju župana, seveda tudi občinske uprave, ker je pač to vezano na tudi na finančne posledice v samem proračunu. To je pomembno. Morda potem, da prav tako pač v 14. členu smo opredelili, da delo v zavodu temelji na programu dela zavoda, ki ga pač pripravi direktor in sprejme svet zavoda s predhodnim soglasjem ustanovitelja. Seveda in vse je vezano zopet na proračun. Pa glede same izvedbe razpisnega postopka, varstva pravic, ponovnega razpisa, imenovanja vršilca dolžnosti in razrešitve direktorja se uporabljajo seveda tudi določbe zakona o zavodih in drugih predpisov, ki urejajo vprašanje iz tega odstavka. Za vse pravne posle poudarim naj tudi, da seveda ob uveljavitvi odloka o javnem zavodu za kulturo, soglasju statuta, se bodo morale preimenovati oziroma na novo postaviti tudi pogodbe med zavodi, tako pač, kot smo že prej rekli, nepremičninah, tako kot tudi seveda pač o samem financiranju, o prenosih in teh zadevah. In direktor seveda mora za vse pravne posle pridobiti predhodno soglasje ustanovitelja, to pa kar zadeva nakup ali prodajo nepremičnin, investicije in druge naložbe, ki presegajo določene predpise, ki urejajo naročila male vrednosti. Mi imamo že v naši pogodbi o sofinanciranju z Mekinskim samostanom, zdaj konkretno, da v bistvu vsaka investicija, ki je višja od 1000 evrov, mora pridobiti soglasje občinske uprave, tako da pač direktor ne more sam. Direktor ne sme brez predhodnega soglasja ustanovitelja, to je občinskega sveta, sklepati kakšnih posojilnih pogodb ali dajati poroštvo in tako naprej. Skratka, te zadeve so v 21. členu navedene, kar se nam zdijo zelo smiselne, kar je statut pač le en takšen zelo pomemben akt, v bistvu poslovna skrivnost, nadzor nad poslovanjem in skratka vse te zadeve. Gre za to, da je pač statut akt, ki se bo priložil tudi poleg vse dokumentacije v sodni register in se mi zdi, da je v bistvu v primerjavi s prejšnjim še malo bolj dodelan, mnogo bolj dodelan, znoveliran in se ga lahko brez težav dam nanj soglasje. Hvala lepa. Hvala, Lili. Odpiram razpravo. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik daje soglasje k čistopisu k novemu statutu javnega zavoda za kulturo Kamnik. Glasujemo. Magister Urban Bergant. Za. Natalija Berlec. Za. Anton Iskra. Za. Alenka Jevšnik. Za. Karmen Kapla. Za. Jože Korošec. Za. Dr. Jernej Markel. Za. Nives Matjan. Za. Magister Šimson Ujanovič. Sem za. Duško Papaš. Božo Pilej. Za. Ančka Podbevšek. Za. Bogdan Pogačar. Bogdan Pogačar. Žan Potočnik.
Za. Robi Prosen, Za. dr. Janez Rifel, Za. Edis Rujovič, Za. Matija Siter Močnik, Za. Cvetka Slapnik, Anton Tone Smolnikar, Za. Francis Pruk, Za. Marko Šarc, Za. Mojca Škraba, Za. Vanka Učakar, Glasujem za. Karla Urh, Za. Prav. Aleksandar Uršič, Glasujem za. Veklina Zdravkovič, Za. Grega Zorman, Za. Igor Žavbi. Za. Za je glasovalo 26 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.